Torej, lep pozdrav. Začenjamo še z današnjim zadnjim, to je tretjim panelom na akademski konferenci Nove univerze z naslovom Kakšno Evropsko unijo hočemo. Ta tretji panel je posvečen strateškim izzivom mednarodnega okolja za prihodnost Evropske unije in na njem bodo sodelovali Iztok Mirošič, ki bo spregovoril o vprašanju, koliko Evrop v Evropi, kako močan je glas Evropske unije. Iztok Mirošič je izkušen slovenski diplomat, ena ključnih oseb za organizacijo Slovenskega Blejskega strateškega foruma. Potem bo kot naslednji spregovoril profesor Milan Jazbec, profesor na naši univerzi, prav tako izkušen diplomat, ki bo naslovil tematiko evropske diplomacije. In ne nazadnje še kolega docent Gorazd Justinek, ki se bo dotaknil vprašanja Evropske unije kot ekonomske velesile. Nadaljujemo po ustaljenem načinu, torej vsak od govorcev bo nastopil na tem katedru, kakšnih 15 minut ima za svojo predstavitev. Teh 15 minut bom, kot že veste, natančno spremljal in po vseh treh predstavitvah bomo potem odprli prostor še za razpravo. Predlagam, da kar začnemo. Gospod Mirošič, prosim, beseda. Najlepša hvala, lep pozdrav vsem. Sam to že damo stran. Še enkrat lep pozdrav vsem, najlepša hvala. Torej, jaz sem se posvetil v okviru teh strateških izzivov mednarodnega okolja za prihodnost Evropske unije, predvsem enega vprašanja, koliko Evrop sploh imamo v Evropi. Tu mislim na različne poglede na to, kako učinkovit je v bistvu glas oziroma glasovanje v Evropski uniji. Po drugi strani pa tudi, koliko kategorij Evrope je v sami nominalni kategoriji Evropa. Pod Evropo mislim tudi geografske kategorije, ki se oblikujejo na tem evropskem prostoru. Če začnem, recimo Kissinger, vsi vemo, je vprašal, katera je telefonska številka Evropske unije. V bistvu je hotel s tem, vsaj tam sam tako razumem, vprašati, kdo odloča v Evropski uniji, kdo je tisti, s katerim naj se ZDA pogovarjajo. Najprej je tu moč glasu. Če ugotovimo, da je šla Evropska unija v preteklosti do sedanjosti skozi različne krize, lahko ugotovimo, da so te krize, pa bodisi od migracijske, brexita, finančno-ekonomske, zdravstvene krize, močno preoblikovale Evropsko unijo, da pa se je tudi sama Evropska unija v bistvu prilagajala tem krizam, bodisi ali spremembo pogodb ali za organizacijo konference o prihodnosti Evropske unije, ki naj bi dala odgovore, kako naj se Evropska unija v bistvu razvija v spremenjenem okolju. Vendar v središču je bilo vedno odločanje in središče odločanja, jedro te dileme glede odločanja je bistvo razmerje med demokratičnostjo in učinkovitostjo. Vsem je znana dilema, da so naj bi bili avtoritarni sistemi učinkovitejši v odločanju, medtem ko naj bi bili demokratični sistemi kar precej entropični, kar se tiče odločanja, se pravi zamudni in postopkovno dolgotrajnejši, kar vodi celo v zmanjševanje možnosti obrambe nacionalnih ali skupnostnih interesov v mednarodnem okolju. Se pravi, zunanji dejavniki imajo vpliv na oblikovanje notranjega ustroja Evropske unije, notranji ustroj, kamor sodi tudi način odločanja, pa ima vpliv na odziv Evropske unije na to zunanje okolje oziroma zunanje dejavnike. Moč glasu Evropske unije je v bistvu odvisna od njene notranje kohezije, od njene učinkovitosti oziroma hitrosti odločanja. Če preidemo na to, kaj se dogaja v svetu v povezavi z močjo glasu Evropske unije, potem ugotovimo, da v bistvu ne vstopamo, ampak že živimo novo obliko globalne skupnosti oziroma sveta in to je geopolitični svet ali tako imenovani multipolarni svet, svet različnih blokov, v katerega centru je kategorija moči. Tudi po Morgenthausnovi realistični teoriji je ta kategorija v bistvu osnovno gibalo mednarodnih odnosov
V jedru je torej zopet hitrost, sposobnost, učinkovitost sprejemanja odločitev, to, kar sem že prej omenil, in spet pridemo do dileme na globalni ravni demokratični proti avtoritarnem sistemu in hitrosti sprejemanja odločitev v obeh sistemih. Naprimer, ruska invazija v Ukrajini je za EU pomembni kar precejšno prekretnico. EU v bistvu vstopa v novo obdobje strateškega odločanja ali, kot je označil Borrell, to obdobje rojstvo geopolitične Evropske unije. Kako v bistvu fit mora biti zunanja, fit angleški, kako pripravljena mora biti zunanja politika Evropske unije za novi geopolitični svet? V bistvu gre za vprašanje, kako sistematično ali sistemsko urediti učinkovitost glasu Evropske unije. Saj Evropska unija temelji na skupni, ne pa na enotni zunanji politika, kar v praksi pomeni, da gre mnogokrat predvsem za iskanje najmanjšega skupnega imenovalca nacionalnih zunanjih politik oziroma nacionalnih interesov posameznih članic. Najprej v okviru pripravljenosti ali pa kako fit je zunanja politika, torej lahko pridemo do načina odločanja, in sicer ali je to soglasje ali večinsko odločanje oziroma dilema, ki se vedno znova in v zadnjem času vedno bolj postavlja v spredje, je ali naj Evropska unija na ostalih področjih, kot je zunanja politika in še nekatera, preide na sistem odločanja s kvalificirano večino in ne več na osnovi soglasja. Odziv na rusko agresijo je pokazal presenetljivo enotnost, koherenco in odločnost Evropske unije, ampak tako glede sankcij, tako glede sprejema beguncev, tako prvič v zgodovini pošiljanja orožja v Ukrajino, vendar pa bo v prihodnosti verjetno še veliko podobnih situacij in zato aktivnost Evropske unije, način odločanja ne mora temeljiti na neki ad hoc mobilizaciji od primera do primera. Za večjo učinkovitost bo v bistvu potrebno oblikovanje neke potrebne vzdržne osnove konstantnega, hitrega odločanja. Sedanji aranžmaji zunanje politike Evropske unije imajo dejansko strukturne probleme in zato nekateri vidijo obliko soglasja v odločanju kot v bistvu oviro učinkovitosti odločanja, vzrok za blokade in vzrok za zamude z odločitvami na ravni Evropske unije, kar ima za posledico nesposobnost Evropske unije, da na globalni ravni brani svoje interese. Zunanja politika Evropske unije je v bistvu zelo kompleksna in je sestavljena iz več medinstitucionalnih partnerjev, naprimer institucionalni samo Evropska komisija, Evropski svet ali pa formacija sveta in nek zunanje politični aparat, ki je v bistvu diplomatska služba EAS. Tem trem institucionalnim partnerjem pa se v kreiranju, vodenju in oblikovanju zunanje politike pridružujejo še države članice, med katerimi je seveda veliko delitev, tako med institucionalnimi partnerji kot med članicami in institucionalnimi partnerji. In v bistvu ne vemo, nimamo do potankosti jasno definiranih vlog posameznih partnerjev v kreiranju in vodenju zunanje politike. Posledica je, da je na ravni Evropske unije premalo skupne akcije. Zdaj nekateri vidijo pri tem nujnost treh reform, naprimer Stefan Lene se mi zdi, da je omenil, on je visoko reagiran diplomat Evropske službe z izkušnjo pri vsakokratni koordinaciji zunanje političnih tem, vidi nekako tri reforme, ki bi bile potrebne, da bi povečali učinkovitost odločanja in vodenja zunanje politike Evropske unije. Eno je, kot sem že dejal, premoščanje blokad in zapoznelih odločitev s prehodom od soglasja na glasovanje in odločanje s kvalificirano večino. Drugo je reforma kompletne institucionalne infrastrukture, zunanje politične infrastrukture Evropske unije in tretja krepitev sposobnosti Evropskega sveta. Zdaj, če bi šli po teh treh fazah, bi videli, da pri odločanju obstaja ta dilema med odločanjem s soglasjem oziroma z kvalificirano večino v bistvu obstaja že zelo dolgo v zgodovini, že od kreiranja same skupne zunanje varnostne politike Evropske unije naprej, da je bilo jasno že vedno, da bo največji hendikep za reakcijo v mednarodni skupnosti prav število partnerjev oziroma število članic v Evropski uniji.
da se je uveljavljala kvalificirana večina na različnih področjih, da pa nikoli ni uspel preboj njene uveljavitve na področju zunanje politike oziroma varnostne politike, zlasti zaradi nasprotovanja majhnih držav, zaradi izguba veta in partikularnih nacionalnih interesov. Ampak v novi, vedno slabši mednarodni situaciji po svetu postaja glasovanje v soglasjem nekako kritična kategorija. To je naslovila tudi konferenca o prihodnosti Evropske unije, ki je, tako je razumeti, izdala tudi poziv, se pravi državljani Evropske unije so izdali poziv, da se tudi na tem področju nekako formira več Evrope. V bistvu vidimo, da je v ukrajinski krizi Evropska unija delovala učinkovito še vedno zaradi dveh zunanjih faktorjev. Eden je brutalnost Ruske federacije, ki je uspela poenotiti Evropsko unijo, in drugi je, da so ZDA oblikovale zelo uspešno zahodno koalicijo z enotnim odzivom. To sta dva zunanja faktorja, ki sta vplivala na poenoteno odločanje znotraj Evropske unije. Torej, logično bi bilo, da če kar pa ne deluje vedno, da če v poslabšanih mednarodnih razmerah članice sprejmejo potrebo po močnejši zunanji politiki, potem bi ta sklep moral voditi tudi nekako logično na prehod od soglasja k odločanju z večino. Vendar v praksi seveda ni tako. Naj povem, da večinsko odločanje na zunanje političnih področjih že lahko teče, razen tam seveda v skladu s pogodbo Evropske unije, kjer take odločitve prinašajo vojaške posledice. Pogodba o Evropski uniji eksplicitno izloča glasovanje z večino na področju odločitev, ki imajo vojaške posledice. Tudi po mnenju nekaterih za uvedbo večinskega odločanja v zunanji politiki ni potrebna sprememba pogodb, saj imamo že dosedanje člene, zlasti 31/3 pogodbe o Evropski uniji, ki dovoljuje tako odločanje na osnovi sklepa Evropskega sveta. Je pa res, da tak sklep na Evropskem svetu mora biti sprejet soglasno. Vendar pa je legalno mogoče uveljaviti večinsko odločanje že po obstoječi pogodbi. Pogodba Evropske unije naslavlja tudi morebitne skrbi članic, ki jih imajo s takim načinom odločanja oziroma posledicami odločanja s kvalificirano večino, in sicer z pogodbeno opcijo konstruktivne vzdržanosti. Dovoljuje članicam izvzetje in ta konstruktivna vzdržanost pri odločanju dovoljuje posameznim članicam izvzetje iz implementacije sprejete odločitve. To nenazadnje so uporabile Avstrija, Malta in Irska v primeru odločanja o pošiljanju orožja v Ukrajino, kjer so se vzdržale in ta odločitev za njih posledično, ki je bila sprejeta z večinskim glasom, ni veljaja. Se pravi, tak način preprečuje blokade, obstaja tudi zasilna zavora, kot je možnost, da neka članica, kjer je zanjo neka zadeva vitalnega pomena nacionalne politike, predlaga odločanje ne več v svetu, ampak predlaga prenos odločanja iz sveta na Evropski svet, kjer se glasuje s soglasjem. Se pravi, tudi pomisleki članic glede kvalificirane večine so nekako v pogodbi že naslovljeni. Če gremo k drugi reformi, kot je reforma institucionalne strukture, ki bi omogočila močnejši glas Evropske unije, je v bistvu ta, da je EAS hibrid med Evropsko komisijo in Evropskim svetom in kot tak ima seveda neke strukturne napake, kar pomeni, da nima avtoritete za učinkovito koordinacijo med Evropsko komisijo in članicami, niti nima dejanske možnosti vodenja političnega procesa v svetu in niti ni sekretariat zunanje političnega stroja Evropske unije. EAS v bistvu, tisti, ki se ukvarjajo z reformami infrastrukture, menijo, da bi morali okrepiti vlogo Evropske komisije oziroma EAS bolj nasloniti na Evropsko komisijo. Zakaj? Zato, ker Evropska komisija danes se ne ukvarja samo z zadevami enotnega trga, ampak se ukvarja in vedno več vodi tudi tem, ki se tičejo obrambno-varnostnih zadev, naprimer EU Defense Fund, kjer je v komisiji, pa tudi recimo zadnja aktualna predsednica von der Leyen je to Evropsko komisijo
razglasila kot geopolitično komisijo, kar pomeni, da bi moral EAS imeti tesnejše stike in resurse z Evropsko komisijo, manjši del EOS-a pa bi moral delati več z okrepiti Evropski svet oziroma okrepiti podporo Evropskemu svetu za resnejše strateško ukvarjanje z zunanjimi zadevami. Spremenjeno mednarodno okolje zahteva torej novo ovrednotenje zunanjih odnosov Evropske unije, kar pomeni, da evropska moč Evropske unije, ki postaja ključna za obrambo političnih interesov Evropske unije, se pravi trgovinska, konkurenčna, investicijska, znanstvena in druge politike Evropske unije, so danes tudi elementi politike moči, moči, realistične kategorije moči Evropske unije, to je power politics of the European Union. Evropska komisija vodi take politike, vodi politike odpornosti, resilience Evropske unije, zmanjševanja asimetrične odvisnosti, gradi strateške sektorje Evropske unije, vzpostavlja sistem varovanja pred zunanjo prisilo, coercion Evropske unije, in vse to zahteva veliko boljšo koordinacijo med temi torej med zunanjimi ekonomskimi odnosi, za katere je primarno pristojna Evropska komisija, in zunanjo politiko Evropske unije, s katero se več ali manj ukvarja Svet Evropske unije oziroma Evropski svet, da bi imela v kombinaciji in koordinaciji Evropska unija kot celota močnejši glas. Se pravi, različni inštrumenti bi morali biti združeni v enotni pristop na temelju strateškega predvidevanja in to naj bi se zgodilo v tako imenovanem strateškem kompasu Evropske unije. Krepitev zmogljivosti Evropskega sveta, veliko zunanjih odnosov ostaja še naprej v okviru medvladnega sodelovanja. Naj povem, da se vloga Sveta za zunanje zadeve krepko zmanjšuje v zadnjih letih, krepko zmanjšuje in da so vse pomembne odločitve v bistvu, kar se tičejo varnostno, obrambno in zunanje politične, sprejemajo na Evropskem svetu. Zakaj? To je logično, ker se zunanja politika seli na različna področja, od znanstvenega, trgovinskega in ne vem kaj, in so samo predsedniki vlad oziroma države tisti, ki imajo celoten pregled nad kreiranjem in implementiranjem zunanje političnih odločitev na različnih področjih. Tega zunanji ministri nimajo več v sodobnih državah in posledično se sposobnost odločanja na zunanje političnem svetu znižuje. Lizbonska pogodba daje Evropskemu svetu operativni mandat za sprejemanje odločitev zunanje in varnostni politiki. Sedanji predsednik Michel je celo izrazil, da je potrebno pristopiti k krepitvi vloge Evropskega sveta s strateškimi razpravami, ki so pa bolj danes crisis management, ne pa strateško delovanje, in to predvsem zato, ker ni neke institucije permanentne in konstantne, nekega sekretariata, ki bi dejansko podajal osnove za strateške razprave na Evropskem svetu, in tisti, ki se ukvarjajo z reformami, menijo, tudi sam menim, da bi Evropski svet, ki ima sicer sekretariat, vendarle moral oblikovati neko koordinacijsko analitično strukturo, ki bi pripravljal strateške probleme, kot je NSC, National Security Council, Bele hiše v ZDA. To za močnejšo, robustno, učinkovito zunanjo politiko Evropske unije bi bilo to skorajda nujno. In seveda je tu strateški kompas, ki naj bi povezal varnostno politiko skupaj z roko v roki z zunanjo politiko Evropske unije. Vse to je obravnavala tudi konferenca o prihodnosti Evropske unije. Državljani zahtevajo več Evrope na različnih področjih. Eden je tudi ta, ki se tiče spremembe pogodb z načinom glasovanja, o kateri naj bi potekala medvladna konferenca oziroma konvencija. In ukolikor bi se to zgodilo, je zanimivo, da bi dejansko vodilo, da bi bil to korak k več federalizmu v Evropski uniji. Realno pa je, če hoče EU biti faktor v globalnem svetu, neodvisna, strateško suverena, mora imeti moč tako trdo kot mehko moč. V novem svetu delitev suverenosti, torej da se nekdo odpove delu suverenosti, mogoče pomeni tudi več moči in ne nujno samo izgubo lastne moči. To velja tudi za majhne države.
čemur nasprotuje seveda majhni, večinskemu ukinitvi odločanja s soglasjem in suverenisti v Evropski uniji, ki pa izgubljajo temeljni argument. Do sedaj je bilo, da je ta prehod projekt elit, sedaj ni od Evropske konvencije ni več projekt elit, je projekt državljanov in prihaja od spodaj navzgor. Če se tičemo geografsko, samo na hitro vizije Evropske unije, ne, Schuman je že bil za združeno in enotno Evropo, imamo federaliste in Evropo narodov ali suvereniste, imamo Macrona, ki že v govoru v Sorboni nekako nakazuje na Evropsko unijo več hitrosti, za suvereno Evropsko, neodvisno, Versajska agenda in tako dalje. In zadnja njegova ideja je oblikovanje Evropske politične skupnosti, ki naj bi bila širša oziroma paralelna Evropski uniji, naj bi se tikala predvsem varnosti, dejansko pa pomeni Evropska unija več hitrosti oziroma več koncentričnih krogov in deli Evropsko unijo nekako na jedro in periferijo ali več periferij. In v literaturi se vedno bolj pojavlja, da naj bi bili Francija, Nemčija in Italija tisti, ki bi bili nosilci prihodnjega tako imenovanega pragmatičnega federalizma znotraj Evropske unije. Michel je dodal idejo tukaj geopolitične evropske skupnosti, ki naj bi vključevala tudi Zahodni Balkan in vzhodno partnerstvo in naj bi se korak po koraku na posameznih področjih priključevali Evropski uniji. Enrico Letta je dodal vsem EU konfederacijo. Zanimivi so predlogi oblikovanja Evrope treh hitrosti, ki izhajajo iz vladanja, se pravi iz governance. Po drugi svetovni vojni smo imeli G7, ki je dejansko obvladoval svet poleg inštitucij, kot so Svetovni monetarni fond, Svetovna banka in ostale. Danes vedno bolj govorimo o G2, ne, to sta ZDA in Kitajska, brez Evrope, in če bo hotela v svetovno vlado Evropa, bo vendarle morala verjetno oblikovati neko politično Evropo, zato obstaja notranji zunanji razlogi, predvsem s svojim proračunom in z lastnimi viri. In po teh naj bi bili trije krogi, naprimer politična federacija Evropa, jedro, kot sem dejal, so tu vodilne Francija, Nemčija, Italija z dodatkom Španije. Idealno bi bilo po mnenju mnogih, da bi v tem sodelovala tako imenovana eurocona. Drugi koncentrični krog bi bila sedanja Evropska unija, širitev na vzhodni Balkan, potencialno na vzhodnoevropske države. Tretji krog bi bil pa tako imenovani sporazum o svobodni trgovini in sodelovanju med Evropo in Afriko. Afrika bo ključni kontinent prihodnosti dejansko za trgovanje in za ostale zadeve. Tam pa je Kitajska prisotnost zelo močna. Še eno minuto, širitveni proces je mrtev. Prej bo verjetno potrebna notranja poglobitev oziroma politična unija, preden se bo ta proces dejansko zgodil. Ustanoviteljica Evropske unije Španija, in sem dejal, da gre v jedrno Evropsko unijo, k federativni ideji. In kje je tu Slovenija? Sama bo verjetno v globalnem svetu nemočna, zato se je tudi pridružila Evropski uniji. V interesu naj bi bila učinkovita Evropska unija, vendar ta učinkovitost seveda mora vsebovati razmislek o odpovedi ali ne odpovedi veto, se pravi o prehodu na večinsko glasovanje od soglasja, ali več moči podeliti Evropski uniji in preko nje več moči tudi Sloveniji ali ne. Dejansko se tu vidi pomen nacionalne razprave, ki jo v Sloveniji v bistvu nismo vodili. Pred leti smo imeli neke male razprave, ampak široke razprave, politične ali nacionalne razprave o prihodnosti Evropske unije v tem smislu nismo imeli. Nova vlada najavlja, da je za jedrno Evropsko unijo, bistvo tega pa je seveda odločanje in premik od soglasja k večinskemu, ključno za izgradnjo varnostne komponente, to je evropske vojske, do katere se bo morala Slovenija prej ali slej tudi opredeliti. Mi smo podpisali non-paper oziroma pripravili non-paper, v katerem izražamo nasprotovanje hitrosti odločanja o prehodu v načinu glasovanja. In verjetno bo na koncu te nacionalne razprave, če ne drugače, če se dogovorili ne bomo, verjetno, ker to je temeljno vprašanje, ki zadeva prihodnost Evropske unije, mogoče celo referendum v Sloveniji. In s tem zaključujem. Hvala lepa, Iztok, za to izjemno zanimivo predstavitev, tudi zelo bogato, ki absolutno kliče k nadaljnjemu razmisleku in razpravi. Zato bo priložnost še po dveh razpravljacih in zdaj kar na oder vabim profesorja Peca.
Hvala lepa, rektor, moderator telekonference. Jaz bom govoril o evropski diplomaciji, nekaterih izkušnjah in vidikih razvoja. Zdaj seveda, ker je 15 minut časa, bom recimo temu telegrafski navrgel, bom nekaj vprašanj, dilem, nekaj izkušenj. Izhodišče za ta pogled bo optika diplomatskega terena oziroma pogleda z terena v državi sprejemnici, torej bilateralna diplomacija in kako v tem kontekstu vidim uporabnost, koristnost, učinkovitost evropske diplomacije za diplomacijo držav članic. Izhajam po eni strani iz enega pristopa generalizacije, ker sicer bilo treba imeti več časa in tudi neko večjo empirično poglobljeno ozadje, in po drugi strani izhajam iz nekih lastnih izkušenj, pozvane z lastno udeležbo, na osnovi mojih izkušenj veleposlanika v Turčiji, kjer sem bil akreditiran še v Azerbajdžanu, Iranu, Iraku, Siriji, Libanonu. V Iranu Evropska komisija oziroma EU nima svoje delegacije, v ostalih pa, in sem bil v stikih, sodeloval na teh HOMS-ih, Heads of Missions Meetings, torej sestankih, ki jih imajo EU veleposlaniki, in je to neko izhodišče, ki ga jemljem za oceno tega, kar sem v uvodu zastavil, torej potrebnost, koristnost, uporabnost evropske diplomacije za države članice oziroma za diplomacije držav članic. Pri tem izhajam iz predpostavke, ki sem jo že prej omenil, ko sem postavil vprašanje kolegu Ruplu, izhajam iz predpostavke, da je Evropska služba za zunanje zadeve, European Action Service, European External Action Service diplomacija. Ni čisto tako, ampak iz te predpostavke izhajam. Druge boljše nimam, pa mislim, da je tudi ni za eno tako debato. Torej, gibljem se do določene mere v nekem pogojni, coni neke pogojnosti. Postavljam dve hipotezi, in sicer prvič, Evropska služba za zunanje zadeve je koristna za Evropsko unijo, predvsem mislim tem za bruselske strukture, posplošeno rečeno. Bom kar takoj odgovoril, dal odgovor, ki ga vidim na to hipotezo, se potem s tem ne ukvarjam. Vsekakor morda celo nepogrešljiva. V odnosu, in to velja tako v odnosu do sprejemnih subjektov, države in mednarodne organizacije, v odnosu do držav članic, v odnosu do tretjih držav in pa tudi v odnosu do evropskih institucij. Druga hipoteza, EEAS je koristna za države članice kot posamične akterje. Tu je moj odgovor ne nujno. Lahko bi se vprašal tudi drugače, ali diplomacije držav članic lahko delujejo brez EEAS, odgovor je da. Ali, vsaj moj, v tem kontekstu, ali EEAS lahko deluje brez diplomacij držav članic, moj odgovor je da, tudi v tem kontekstu. S tem poskušam postaviti okvir za to moje to elaboracijo, zato sem dal odgovora na ti dve hipotezi že na začetku. Naprej po posameznih sklopih, brez neke večje elaboracije, pa bolj poskušam postaviti neke trditve, neke izhodišča za konceptualizacijo te teme. EEAS, prednosti EEAS v odnosu do diplomacij držav članic. Seveda ne nujno po tem vrstnem redu. Eno je velika in raznovrstna kadrovska zasedba, ki jo ima Evropska služba za zunanje zadeve. Seveda to je sigurno neka prednost, ampak seveda, ko gremo pogledati v strukturo te prednosti in upoštevamo, da je EEAS diplomacija, pridemo do kar že ene vrste zagat. Recimo sestava, kadrovska sestava tega, kar ne bi bila evropska diplomacija, pokaže, da je, če bom zdaj osebno posplošeno oceno, da ni več kot tretjina osebja diplomatov. Ostalo so uradniki, ki so rekrutirani iz različnih struktur, iz različnih institucij. Torej, to seveda direktno pomeni, da diplomatska učinkovitost tistega, kar ne bi bila evropska diplomacija, je s tem omejena, da ne bom rekel oslabljena. Potem naprej prednost seveda veliko poznavanje bruselskih institucij in zaradi tega poznavanja tudi veliko kontaktov z njimi. To je pač neko generično bistvo, ki izhaja po eni strani iz tega, kako je EEAS nastala, po drugi strani iz tega, da je seveda delo EEAS vezano na bruselsko, torej delo delegacij EU vezano na bruselsko centralo. Ampak seveda to je v odnosu do diplomacij držav članic
bistvena prednost, ogromna prednost pravzaprav. Vprašanje je, če diplomacija držav članic na terenu, v državi sprejemnici, potrebujejo toliko poznavanja vedenja, ampak seveda neko določeno mero potrebujejo in potrebujejo več, kot pa imajo same po sebi. Naprej, seveda, spet via fakti po naravi dejstva kot takega je ena prednost veliko poznavanja institucij v državi sprejemnici. Seveda, ker je struktura delegacij EU takšna, da izvajajo vrsto različnih programov, večji del dela ni diplomatsko delo, ampak seveda s tem so po horizontali zelo vpeti in v kontakti z široko paleto institucij države sprejemnici, bistveno večji kot večina držav, kot večina veleposlaništva držav članic, po naravi dela, ampak to je prednost. Na to se tudi veže seveda številčnost in raznovrstnost aktivnosti. To ni nujno vedno tako, ampak je lahko tudi drugače. Naprej zelo velika diplomatska mreža, kolega Rupel je prej omenil okoli 140 delegacij po svetu, sigurno, če ni celo več, to je ogromno, to je več, kot ima večina držav članic veleposlaništva. To je izjemno razvejena mreža in seveda iz tega potem tudi izhaja vse tisto, kar ta mreža producira za diplomacijo EU in to je velika prednost primerjavi z diplomacijami držav članic in seveda nenazadnje tudi velik proračun, bistveno večji, kot ga imajo diplomacije držav članic, kako je rekel profesor Rupel, 600 pa še nekaj milijonov proračuna ima EEAS. Naprej, značilnosti poklicnega diplomatskega delovanja EEAS, torej sem že rekel, prvič velikost predstavništva. Ta predstavništva so izjemno velika, največje bilateralno predstavništvo, bilo je do pred leti, predvidevam, da je še vedno, je v Turčiji 170 zaposlenih, od tega je približno 20 diplomatov, ostalo so vsi lokalni uslužbenci. To je največja bilateralna delegacija Evropske unije, torej ne poznam bilateralnega veleposlaništva katerekoli države članice EU v nekih primerljivih država. Zdaj odštejem do nedavnega Moskvo, Peking, Washington, ampak to so spet izjeme. Torej izjemna prednost pred tistim, kar imajo diplomacije držav članic, treba se seveda takoj vprašati, ali diplomacije držav članic oziroma ali države članice rabijo tako velika diplomatska predstavništva, verjetno velik del večje, kot imajo sedaj. Iz tega izhaja naslednja značilnost, zelo razdeljena notranja struktura delegacije EU. Mi vemo, da po Dunajski konvenciji, po diplomatski praksi, če veleposlaništvo zaseda samo en diplomat, mora ali pa lahko ali pa ne bi, prav tako izvaja vse diplomatske funkcije, kot veleposlaništvo, ki ima 10 zaposlenih diplomatov. To je neka objektivna prednost. Seveda iz tega je posledično zahteven menedžment, torej vodja delegacije EU, praviloma veleposlanik, je, jaz bi rekel, v pretežni meri je menedžer, ki se ukvarja z podpisovanjem, odrejanjem, usklajevanjem, delovanjem, v veliki meri, naslednja, recimo, da je tole kakih 60% najmanj, govorim iz izkušnji iz teh držav, katere sem omenil, naslednja, najpomembnejša, rangiram, oziroma dolžnost opravilo, je protokolarno, na vseh sprejemih, vse posod, velikokrat tudi govori v imenu celotne EU, potem šele pride diplomatsko delovanje. Naprej, torej, naslednja taka značilnost, izvajanje razpisov, strukturni skladi, finančna sredstva, pomoč in tako naprej. To seveda zaradi narave dela Evropske unije gre preko delegacije EU. Države članice imajo to bistveno manj nekih svojih projektov, svojih aktivnosti, bilateralnih, vedno v večji meri gre to preko skupnih mehanizmov, če posplošim. To je en sklop, recimo, analize delovanja Evropske zunanje službe, Evropske skupne službe za zunanje zadeve po teh 10 letih, z vidika, recimo, diplomacije države članice v državi sprejemnici. Drug sklop, ki nam bo več povedal o kvaliteti tega delovanja, je odnos med delegacijo Evropske unije in pa veleposlaništvom države članice na terenu. Ta odnos je zelo pomemben za ocenjevanje diplomatskega dela, njegove učinkovitosti, če rečem žargonsko, izplena veleposlaništva držav članic. Ta
Zdaj, naštel bom neke značilnosti, ki so pravzaprav ne pomenijo nekaj novega kot takega, ampak pomembno je, da jih ugotavljamo v tem odnosu. Ta odnos je, ne navajam spet, ne rangiram po pomembnosti, ampak naštevam. Odnos je kooperativen, seveda je, ne? Enkrat na mesec, dvakrat na mesec, odvisno je pač sestanek, ima vode delegacije sestanek z šefi misij, torej Heads of Missions meeting, nekje imajo tudi sestanke namestniki, konzuli, ekonomski svetniki, kakorkoli že. Torej iz tega izhaja nek kooperativen odnos, ne? med diplomacijo EU in pa diplomacijo držav članic. Seveda zdaj vsebina tega odnosa, tega kooperativnega, tako kot sem ga zdaj opisal, je potem pa že drugo vprašanje. Zdaj, po mojih izkušnjah iz tistih, če naštejem 6-7 držav, vse skupaj, rezidenčno, nerezidenčno, so ti sestanki bolj briefingi o razmerah v državi sprejemnici, ker pač ima delegacija EU večji aparat, več možnosti pridobivanja več informacij o razmerah v državi sprejemnici, torej briefing, potem poročanje o obiskih iz bruseljskih struktur v državi sprejemnici, pa morda neke razprave, v katerih vsi skupaj seznanijo drugega o obiskih iz bruseljskih struktur v državi sprejemnici in pa iz držav članic. Potem se pa več ali manj neham. To je pomemben vidik, ni pa ključen v policy smislu. Iz tega pravzaprav veleposlaništva držav članic ne potegnejo neke velike koristi, si pri delu, da skoraj da že ne pomagajo. Torej, odnos je kooperativen, kakšne večje vsebinske koristi ni. Zdaj, komplementarno. V nekaterih primerih je ta odnos komplementarni, zdaj ne bom se spuščal v iskanje nekih primerov, ampak prav gotovo se tudi to najde. To je že treba povedati, ampak v principu mislim, da je te komplementarnosti malo. Jaz bi rekel, da je najbolj opazna značilnost tega odnosa paralelnost. To sta dva sistema, ki delujeta sočasno, med njima obstaja neka kohabitacija, pozitivna, kakšne večje koristi pa zato ni ne za eno, ne za drugo stran. Torej, to je moja neka opis tega stanja in tudi neka hipoteza. Ta odnos je seveda tudi velikim število primerov pasiven. Gre za neko pasivnost, ker pač veleposlanik hodi na tiste sestanke, Holmes, ali pa tudi ne, recimo, v mojih 4 letih v Makedoniji, oziroma Severni Makedoniji, francoski veleposlanik na 10% sestankov je bil, pa še takrat je bil tih, ali pa kaj povedal, kar so bili čisti oski francoski nacionalni interesi. Torej je neka pasivnost. Včasih je ta odnos tudi tenzičen, neka napetost, ne bom rekel nasprotja, neka napetost, o tem bom govoril v naslednji točki, ki bo zadnja točka. Je pa seveda zdaj pomemben, še en vidik tega odnosa, to je že profesor Rupel tudi omenil, torej delo diplomatov držav članic v državi sprejemnici in pa njihovo sodelovanje z delegacijo EU je ena velika priložnost za opazovanje in pa tudi za to, da si diplomat države članice poskuša ugotoviti vertikalno promocijo, torej napredovanje v EEAS, služba in tako naprej. To je promocija, to je plača, to je ugled, ne vem še kaj vse, naštevam, ne kvalificiram. Torej, to zdaj izhaja iz tega odnosa delegacije EU na terenu in pa veleposlaništva države članice. Zdaj, še nekaj o teh temah, ki so skupne, ki jih povezujejo, ki so komplementarne in ki so vezane, po moje, predvsem na situacijo v državi članice. Recimo, neke skupne izjave v podporo, ne vem, demokratičnim silam, trendom, procesom, recimo o članstvu Severne Makedonije v EU, te izjave so se kar naprej vrstile, potem neke recimo demarše, protesti, opozarjanja, recimo tu je en tak vidik, kjer se delegacije EU in pa veleposlaništvo države članice jasno, samoumevno, sintetično znajdejo na isti strani, rečem že skoraj da samoumevno. To je neka ta operativno, to sodelovanje, če mu tako rečem, jaz bi rekel, izhaja iz dveh vidikov. Eno je predvsem odločitev veleposlanika oziroma vodje delegacije EU, če smatra to za potrebno, druga je pa potem neko soglasje, ki pride iz Bruslja, iz EAS ali odkudekoli že. Spomnim se na debate v Ankari,
smo predlagali 3 diplomati, veleposlaniki, da bi neko zadevo skupaj uredili in je govoril vodja delegacije, ja, bom zaprosil za soglasje, ali vse tisto soglasje je prišlo čez mesec dni, ker bo že vse mimo. Ne? Naprej, še en vidik, gremo od splošnega konkretnemu, odnos veleposlanik DEU in pa veleposlanik države članice, veleposlaništvo države članice, torej osebni odnos, ki je tudi del nekega profesionalnega poklicnega odnosa. Tu bi jaz rekel tako, torej kooperativni odnos, rivalstvo ali pa indiferentnost. V Turčiji sem tistih 5 let opazoval eno veliko rivalstvo med veleposlanikom vodje delegacije EU, bila sta 2, en je bil Francoz, en je bil Italijan, pozabil sem še kdo, zdaj se ne spomnim. Torej, eno veliko rivalstvo med veleposlanikom, vodjem delegacije EU in pa veleposlanikom države članice, iz katere je bil ta vodja DEU. To je bilo neko vgrajeno in generični konflikt. To jaz sicer nisem, bom rekel, tega razumel, zakaj in kako, se mi je jasno, pa kljub temu ne pričakuješ nič za to, da mene potrebno. To je zelo pogosto, torej to rivalstvo. Indiferentnost, pač vsak svoje dela in gre to naprej in nikomu nič, kar je ena zelo, bi rekel, spodobna drža, ampak seveda ni pa uporabna, ker ne prinese nič. Ne? In potem seveda kooperativnost. No, jaz moram reči, da tako je naneslo, ko sem bil v Makedoniji, jaz sem prišel v Makedonijo septembra 16, Žbogar, ki je bil vodja delegacije, EU je prišel, mislim, da 2 tedna pred mano in pa kapetan bojne ladne Gorazd Bartol, ki je vodil pisarno NATO, recimo temu NATO ambasador de facto, je prišel junija tistega leta, torej 3 Slovenci smo se znašli na ključnih pozicijah glede podpore Makedoniji v tej njeni evroatlantski poti. Jaz mislim, da je tako naneslo slučajno, ker pač vsak malo lobira ali pa smo se tam znašli. V javnosti se je večkrat ustvarjal vtis, da je to odraz slovenske politike in policy premisleka. Mislim, da tega vtisa nikakor nismo mu oporekali, bi bilo tudi nespametno. Ne? Ampak to je seveda pomenilo, da tista 4 leta, oziroma bom rekel 3 leta, ker potem je Bartol šel, je prišel naslednji, tudi Slovenc, Zoran Janković, ne sicer župan, ampak slučajno se je isto pisal, ampak on je bil zadnji, ki je v bistvu že prišel zapirati NATO predstavništvo. Torej, tista prva 3 leta, mi smo delovali kot en zelo usklajen tim, kako leto dni, do takrat, ko je bilo jasno, da bo Makedonija postala članica NATO, smo se tudi usklajevali, dobili nekih ožjih sestankov in je bil ta odnos en izrazito kooperativen, jaz sem pripričan, da se tudi to v javnosti poznalo. Tega nisem nikjer doživel na turški lokaciji. S tem zdaj v bistvu zaključujem. No, morda recimo še 2 recimo zadevi, kje bi lahko Evropska služba za zunanje zadeve bila recimo temu koristna, bolj koristna za diplomacije držav članic. Taka zadeva je izvajanje zaščite interesov, konzularna zaščita. Torej, jaz nisem se s tem, ki je posebej ukvarjal, vem, da so bile neke debate v Bruslu, ampak da so nekatere države članice bile proti, morda tudi bruselske strukture, zdaj ne vem točno, me niti ne zanima, ampak hočem povedati, ob tej veliki mreži 140 predstavništv, delegacij, torej EU po vsem svetu, torej mi imamo bilateralnih 55, morda 50, 55, torej 3-krat več. Torej, v koliko državah bi lahko evropska diplomacija nudila ta servis državljanom držav članic in bi s tem razbremenila pravzaprav države članice v veliki meri. To je bila ena zelo otipljiva korist, do tega mislim še dolgo časa ne bo prišlo. Ena taka, bi rekel, operativna korist je kolokacija, da je znotraj stavbe poslopja delegacije EU, recimo tudi veleposlaništvo države članice, to slišim, da se izvaja. Zdaj pravili so mi kolegi, ki delajo v ekipi za lobiranje za nestalno članstvo Slovenije v Varnostnem svetu 24-25, da bomo v Addis Abebi, da je že dogovor z delegacijo EU, da bo v zgradbi delegacije EU v Addis Abebi tudi 2-3 pisarne za slovensko ekipo, ki bo lobirala po Afriki, če to rečem, in če bomo izvoljeni v nestalno članstvo, bo potem ta kolokacija ostala za tisti 2 leti. Zdaj, to je seveda pozitivno, koristno in tako naprej, ampak ta kolokacija je zdaj, če gledam z distance in namerno, bom rekel racionalno, je fizično dejstvo. To nima
dobene neke posebne zveze z policy outputom, ki bi lahko evropska diplomacija nudila diplomacijam držav članic. Torej ponovim, hipoteza. EAS je koristna za EU, mislim, da vsekakor, nepogrešljiva. EAS je koristna za države članice, ne nujno, morda bi lahko so rekli, da ne rabimo. Govorim za vidika tistega, kar rabi veleposlaništvo države članice v državi sprejemnici. Ne govorim zdaj o bruselskih temah in tako naprej. In tu se mi zdaj postavlja eno ključno vprašanje za naprej, kar se tiče delovanja EAS, kako povečati njeno uporabnost za diplomacijo držav članic. Hvala lepa. Hvala lepa, profesor Jazbec, za to zelo zanimivo in tudi za osebnimi izkušnjami počrtano predavanje. Tudi o tem zadnjem vprašanju, ki ste ga izpostavili, lahko še kakšno rečemo v razpravi, ki bo sledila. Zdaj pa za govornico vabim še zadnjega današnjega razpravljalca, kolego Gorazda Justineka, ki bo spregovoril na temo Evropske unije kot ekonomske velesile. Ni postavil vprašanja na kraju, niti klicaja, ne, tako da bomo videli, kako in kaj. Prosim, Gorazd. Ja, hvala lepa. Torej, lepo zdrav še z moje strani za zaključek današnjega dne, torej zadnja predstavitev. Upam, da ste še toliko pri močeh, da boste še tole moje razmišljanje uspeli malo poslušati. Bilo mi je tole zelo zanimivo, ne, poslušati oba kolega veleposlanika pred mano, pa se vam poskušal moče jaz tudi v nadaljevanju malo na tole navezati. Jaz sem pač v tem mojem razmišljanju v okviru tega projekta, kjer sodelujem pri kolegu Avblu, nekako ves čas nekako izhajal iz tega, iz te neke teze, da pač je načeloma država tako močna, kot je tudi močno njeno gospodarstvo. Ne. Torej, imamo lahko močne države, smo rekli vojaško tako ali drugače, ampak na konec koncev je to tudi en tak zelo pomemben vidik, ne, tudi skozi zgodovino se je to pokazalo, torej koliko pravzaprav država, ne vem, ne, ekonomska neka sila, ali pa če hočete velesila, tako potem tudi nekako lahko, bi rekel, neke svoje interese, neke svoje želje, ambicije uspe, tako da rečemo, usiliti ali pa nekako pregovoriti ostale v neki mednarodni skupnosti. Ne. Zdaj tukaj seveda pol bi rekel čisto teoretično, a ne, je bilo eno izhodiščno tako vprašanje, ne, kako pravzaprav seveda merimo moč države. Ne. To je vedno ena taka velika razprava. Zdaj v sami teoriji se je ogromno enih teh, bi rekel, možnosti pokazalo tako ali drugače. Problem je seveda predvsem v tem, da nekako, če rečemo, da je izhodišče tisto, da pač država je tako močna, če uspe neke svoje interese nekako v neki mednarodni skupnosti usiliti, oziroma pač nekako vsaj, da so ti njeni interesi sprejeti. Načeloma se to vedno lahko ugotovi šele po nekem dogodku, ne, šele potem na koncu lahko rečemo, aha, se to pa je bila njihova in tako dalje, ne, kar v bistvu z vidika neka policy, ne, pripravljanja nam kaj veliko ne pomaga, ker tisto se šele post festum potem lahko poanalizira, ne. Tako da za naprej nam relativno malo stvari preostane, kjer lahko pač nekako analiziramo pa gledamo, kaj bi nekako tisto bilo. Zdaj, naslednja točka, 8 točnosti, takole malo je spisal, ne, torej, sej bom hiter, ne skrbite. Skratka, mehka, trda moča, ne, torej, mislim, da je to danes bilo tudi nekajkrat izpostavljeno. Ravno na tile zadnji dogodke, ne, kar smo tudi danes že nekajkrat omenili, ne, torej v naši vzhodni soseščini so tudi pokazali, da pravzaprav very, very hard power je tista, ne, ki je zelo pomembna in če gledam jaz iz tega našega vidika, recimo to, kar je pač predmet mojega nekako proučevanja ekonomskega, ne, je tudi tukaj cel kup nekih različnih kazalnikov, recimo OECD je tukaj, bi rekel, mogoče daleč najbolj napreden, največ nekih poizkusov naredil merjenja neke mehke ekonomske moči in tako dalje, ampak at the end of the day, kot se reče, ne, čist preprost nek kazalnik, ne, nek BDP per capita, pa nek BDP kot tak, kaj podobnega, kar v ekonomiji velja za nek hardcore kazalnika, ne, nek very hard kazalnik, ker v veliki meri, bi rekel, še kar do neke mere velja danes. Ne. In če to nekako potegnemo, bi rekel, čista osnovni kazalnika, ne, pridemo to, kar je veleposlanik Mirošič omenjal, pridemo nekje na ene dve državi, ne, ta G2, če hočete, ne. Nekako se vrtimo z ZDA pa Kitajska. Ne.
vse v današnjih dneh. Ne. Zdaj pa kaj z vidika Evropske unije. Ne. Evropska unija ni ta G3, a ne, tukaj zraven nekako Evropske unije, sploh z odhodom Velike Britanije, govorim ta ekonomski, statistični vidik je tukaj zraven ni, a ne, Evropska unija pa stavi na nekaj drugega, ne, torej sustainability, a ne, trajnostni razvoj pa digitalno, a ne, nekako to sta neki dve temi, ki jih pač Evropska unija vsaj v smislu gospodarstva, pa tudi finančne podpore, ne, vedno so neke politike, ampak pomembno je tudi, da potem ti zagotavljaš sredstva za te stvari. Ne. Nekako sta to dve neki tisti področji, kjer Evropska unija veliko stavi na ti dve temi. Ne. Zdaj, če pogledamo trajnostni razvoj, načeloma spet, da tako rečemo, nič novega, ne. Imeli smo že neke Millennium Development Goals nekoč, ne. Danes imamo SDG-je, Evropska unija je sprejela nek Green Deal paketa, ne. V Next Generation Europe imamo enormni delež teh sredstev ravno za to področje, kar je načeloma vse lepo in prav, ne, ampak tukaj recimo bom samo en tak podatek potegnil ven, recimo po neki analizi enega think tanka, je za lansko leto, za leto 2021 recimo 26 najbolj trajnostno naravnanih korporacij, nekako, ne, je teh, recimo jih je 46 od približno 150, a ne, ki so bile proučevane, jih je iz Evropske unije, recimo 33 Severna Amerika, 18 iz Azije. Ne. Tako za občutek, ne, torej vidimo, da tukaj, ne, na tem področju, rečemo, korporacije, ki so bazirane v Evropi, dejansko, ne, so tisti neki, rečemo, trendsetterji. Zdaj, kaj pa na področju digitalnega, ne. Tukaj seveda Evropska unija ima to zgodbo o digitalni transformaciji, ampak tukaj pa so malo že večji problemi. Ne. Recimo znana je tale izjava, ne, torej direktorja Microsofta, ki je izjavil, ne, mislim, da 2 leti nazaj, takrat marca, ne, da smo v zadnjih 2 mesecih videli, ne vem, za 3 leta digitalizacije, ne, takoj po izbruhu covida, kar je dejansko tudi res. Ne. Saj mislim, da vsi smo se nekako smo Zoom sprejeli kot, ne vem, neki, ne, če še 3 leta nazaj, večina ljudi sploh ni vedela, da to orodje obstaja, ne, poznali smo Skype, še kako drugo in tako dalje, ne. Danes je to nekaj pravzaprav čisto samoumevnega, skratka, to je šlo zdaj res eksponentno, ne. Ampak tukaj ima pa Evropska unija precej večje probleme kot z vidika trajnostnega razvoja, ne. Če že to izpostavljamo, ne. Dejstvo pač preprosto je, in tukaj zdaj vas ne bom številkami preveč utruja, ampak pravzaprav velika večina vseh tehnoloških podjetij pravzaprav prihaja iz ZDA. Ne. Tu in tam morda še kakšno, ne, recimo iz Kitajske, pa recimo kako poznate še iz Koreje, ne. Potem pa se že pravzaprav večina tega zaključija. Ne. Zdaj, kar je tu mogoče največji problem, in tukaj recimo se mi zdi ena taka zanimiva neka študija, ki jo je Združenje malih in srednje velikih podjetij Evropske unije pripravilo, recimo, da in je izpostavilo v tem svojih ugotovitvah lani, da recimo zanimivo, ne, Evropa je bila rojstni kraj industrijske revolucije, številnih nebroj drugih inovacij in tudi še danes, ne, ampak enostavno potem v neki točki, ne, ko je pa potrebno, da iz nekega velikega, pa ne govorimo to za slovenske razmere, ne, za slovenske razmere je veliko podjetje, ne, neko podjetje, ki ima 50 zaposlenih, ne, z vidika Evrope že, ne, torej neko, da pa iz tistega velikega podjetja ne naredi nekega preboja, ne, v neko globalno pomembno korporacijo, ne. In kot rečemo v angleščini, ta scale up, ne, ki pride potem. In tukaj pa je tista enormna razlika. Ne. In jaz se spomnim, mislim, da smo v neki podobni zasedbi sedeli, mislim, da je to bilo lani ali to, mislim, da že nekaj takega, ne, kjer je bil tudi minister za digitalizacijo takrat tukaj in je na podobne stvari opozarjal. Ne. Mislim, mi imamo situacijo, konec koncev imate neko avtomobilsko industrijo v Nemčiji, ne, na drugi strani imate pa najbolj zaželen avtomobil danes, ki pa ni nemški, ne, ampak prihaja iz Kalifornije, ne, ki ima, ne vem, 10 let, odkar je bilo podjetje ustanovljeno, na drugi strani imamo pa neki 100-letno tradicijo nemške avtoindustrije in govorimo res o neki osnovni, ne, industriji, ki je bila značilna za Evropo. Ne. Tako da tukaj so pomembne situacije, ki se dogajajo, premiki, ki se dogajajo. Pa če bi vam jaz rekel tudi, ne vem,
10 najbolj vrednih blagovnih znamk, ne, pred 10 leti, pa danes to je popolna sprememba, ne. Se je vse v celoti spremenilo. Pred 10 leti recimo je bila 2010 je bila najbolj vredna blagovna znamka ali pa podjetje, ki je bilo najbolj vredna, bila Coca-Cola, ne. Danes Coca-Cola ni niti med 20 najbolj pomembnimi podjetji. Ne. Skratka, tu se je vse spremenilo in po vsebini in tudi po tej sami geografski strukturi, ne, odkoder ta podjetja prihajajo. In zdaj, če jaz počasi nekako potegnem, kaj pa jaz razmišljam, pa kaj nekako mene, pa ne vem, vse v teh, kar sem jaz malo proučeval, kaj so neke ključne stvari, zakaj temu je tako. Ne. Zdaj, jaz nekako vseeno izhajam iz tega, akademski svet univerze. Ne. Dejansko večina teh podjetij, ki so na danes top 10 listi, so močno povezane z najboljšimi univerzami v ZDA. Ne. In tega pa pri nas morda v Evropi ni. Ne. Sploh tega načina, te kohabilitacije, da bi rekli, ne, sodelovanja tudi kasneje in tako dalje. In tukaj je velika razlika med recimo, kar se dogaja v ZDA in kar se dogaja pri nas. Zdaj, če tukaj noter še Kitajsko nekoliko pripeljem, ne, mislim, malo sem šel potem gledati in je kar fascinantno, ne, recimo, mislim, da 20 let nazaj je bila med top 100 najboljših univerz, mislim, da samo 1 ali 2, ne, kitajske univerzi, danes jih je že 6, ne, med top 100, ne, pričemer te podatki zelo dolgo, mislim, da se to gleda, je dolga ta časovna osa, ne, da se tukaj pride zraven. Skratka, ampak tudi tukaj se te spremembe pomembne dogajajo. Ne. Tako da jaz bi rekel, to je zagotovo eden izmed večjih problemov ali pa ena izmed stvari, ki dela to razliko med Evropo pa ZDA. Druga stvar, enotni, single market, ne. Lahko mi veliko o tem govorimo, ne, mislim, ne, razpravljamo, ne, recimo veliko je bilo tudi v zunanjih skupnih, ne, tole smo prej lahko poslušali. Ok, ne, ampak dejstvo je, da mi še vedno kot nek enoten trg, vsaj jaz tega ne dojemam tako, da Evropa deluje na tak način, tudi podjetja naša v veliki meri tega ne dojemajo na tak način, tudi pravila so drugačna in tako dalje, da ne govorimo o davkih in tako dalje. Ne. No in tukaj pridem jaz potem tudi seveda na zadnjo točko, ki sem si jo še nekako izpostavil tule, da se mi zdi tudi ena izmed problemov in tukaj se pa zdaj malo lahko navežem tudi na tale panel, ki sem ga zdaj deležen oziroma sem zdaj, bi rekel, z kolegoma, ki je bolj zunanje politično obarvan, ne, sem si tudi jaz torej v teh zunanjih odnosih. Ne, ampak tukaj bi se pa vseeno, moče če sta kolega dosti govorila o ne vem, bilateralnih pa EAS-ju in tako dalje, ne, zdaj bi rekel, vse podobna situacija, ali pa ta velika distinkcija se mi zdi tudi v mednarodnih inštitucijah, sploh rečemo teh ekonomskih, finančnih mednarodnih inštitucijah. Ne. Vse v IMF-u ali pa v World Banku imamo dosti podobno situacijo. Mi imamo nekako tam skupno neko, ne, bi rekel, predstavnik oziroma Evropska komisija nekako tudi nastopa, ampak seveda države članice še vedno tam igrajo vsaka svojo vlogo, zasledujejo vsaka svoje interese. In vse iz tega našega vidika, da tako rečem, jaz včasih se malo takole pohecam, ne, veste, vse se konča pri bilanci na kojem, pri financah in tako dalje. Ne. In če kje, ne, sploh pri kakšnem IMF-u se zelo lepo vidi, ne, tisti, ki pač večjo kvoto vplača, tudi ima več glasovalne besede in tam seveda si je zelo težko predstavljam, da bi nekje v prihodnosti, sploh dogledni prihodnosti se bila ena država evropska, kar tako malo pripravljena odpovedati svoji moči v zameno, da bo pač tam, ne vem, nek evropski komisar nekega dne, kakorkoli ga že imenujemo, v imenu celotne Evropske unije glasoval o nekih interesih, kamor bi nekdo noter vplačeval. In tukaj se mi zdi pač je res še zelo, zelo daleč vse skupaj, kljub tem velikim stvarem, ki so se zgodile. Ampak se mi zdi v tem pol, ko pridemo v ta hardcore biznis, če smem temu tako reči, se mi zdi pa na koncu zelo individualno države članice nastopajo, zasledujejo svoje interese. Ampak mene predvsem tole in s tem zaključujem, no najbolj se mi zdi, da največja škoda se mi zdi, da mogoče dejansko Evropa se ni v zadnjih teh 50 letih uspela dejansko vzpostaviti to, kar se je recimo konec koncev Silicijeva dolina. Ne. Mi smo vse te predispozicije najbrž tudi imeli, ne, v teh letih. Pa ne, kot pravim, to ne gre na račun Slovenije, ampak za celo Evropo. Ne. In tukaj, ko že taka core industrija, kot je avtoindustrija, ne, zgublja proti nekim startupom, ne,
To pa so resne stvari, no, in tu se mi zdi, da to bo imelo velike posledice tudi še v prihodnje. Evo, toliko. Hvala lepa, kolega Gorazd, za to tudi prav tako izjemno zanimivo predavanje, tudi za to zadnjo iztočnico odsotnosti silicijevih dolin v Evropi. To bi morda že malce za razpravo utegnili pojasniti tudi pač z drugačno naravo evropskega gospodarstva, ki je mnogo bolj dirižist napram ameriški obliki gospodarjenja, ki je liberalna, svobodna, ki spodbuja to vrstne iniciative, medtem ko je v Evropi predvsem močan pač ta državni model, kakorkoli že obrnemo. No, ampak da ne monopoliziram na samem začetku že te razprave, zelo veliko zanimivih stvari, iztočnic smo slišali iz ust treh predavateljev in vabim tiste, ki ste še ostali z nami, da zastavite vprašanja. Bo kolega vam prinesel mikrofone, tako da se vas bo slišalo tudi na posnetku. V bistvu sem to vprašanje hotela že prej postaviti profesorju Ruplu, pa ga zdaj ni, pa imamo tle veliko diplomatov, tako da lahko odgovorite. No? V bistvu me pa zanima narativ diplomacije, se pravi evropske diplomacije. Kakšno stališče, se pravi, kakšen narativ bi imela ta evropska diplomacija, glede na to, da ste vi začel z gospodom Kissingerjem, ki je meni osebno najbližji v svetu diplomacije, ki pa je nedavno izjavil za Telegraf in sicer navajam, da bi morala Ukrajina končati vojno in prepustiti del ozemlja Rusiji. Zahod pa je opozoril, da bi imel lahko ponižujoč poraz Rusije katastrofalne posledice za dolgoročno stabilnost Evrope. Vsi vemo, kakšen odziv je bil gospoda Zelenskega na to izjavo. Po drugi strani imamo pa Irsko, ne, ki je v bistvu osvojila deklaracijo, da je šlo pač, da ne gre za invazijo, kot vi pravite, Rusije na Ukrajino, ampak dejansko za genocid. Ne. Zdaj, kakšen narativ bi bil te evropske diplomacije, se pravi skupne diplomacije, kakšno stališče bi zavzela in kako bi pač gradili te diplomatske odnose z vsemi. Ne? Hvala. Vprašanje za Iztok, ampak lahko tudi preostala dva razpravljalca odgovorita. Kako razložiti paradoks? Majhne države se zavzemajo za soglasje pri SZVP, hkrati pa brez SZVP-ja bi bile zunanji politični palček. Če SZVP-ja ne bi bilo pred Evropsko unijo in hkrati, zdaj ko je Sanja omenila Irsko, podobna zgodba, Evropska komisija ima preveč članov komisije, dajmo to zreducirati na 2/3, potem pa manjše države, Irska se spomnim je bila med njimi, zelo vnete zagovornice tega, da naj Evropska komisija ima še vedno toliko članov komisije, kolikor je držav članic. Se pravi, ne odstop od tega pravila v smislu manjše, čeprav gre za neodvisne, nepristranske člane. Morda še kakšno vprašanje? Glede na to, da mikrofon kroži zdaj. Ja, v redu, hvala. To vprašanje Ukrajine pa kako bi rekel, trgovanja z ozemljem oziroma nekega miru je zanimivo, če ga pogledamo z vidika leta 2014 pa obeh teh sporazumov Minsk 1 pa Minsk 2, ki morda sta na nek način približek tega, ne? Pa se je seveda izkazalo, kako je to nekaj nevzdržnega. Ne? To dejansko ni bilo vzdržno in je vojna na neki način tlela, sicer malo bolj lokalizirana je bila, ampak iz tega ni bilo videti v bistvu izhoda in nekako se zdi, vsaj meni, kot da zdaj to, kar se je zgodilo, je bilo žal na neki način neizbežno. Ampak pri teh vprašanjih je zanimivo, recimo pri Kissingerju, človek pomisli, ali on sploh tukaj priznava to agency
nekomu, ki ni res velika sila. Ne? Ali ima tisti sploh pravico glasu in uveljavljanja svoje volje. Ne? To se je potem videlo v konfliktu med njim pa odgovoru Zelenskega. Meni se zdi, jaz sem bil v Evropski uniji takrat, ko se je sestavljal ta EEAS, in takrat je šlo tako čist na dnu, ne, za vprašanje kvot, ne, koliko bo dobila deleža komisija, koliko sekretariat sveta, koliko države članice. Ne, in je šlo že tam za en blazen powerplay v draftingu vseh teh regulatornih vzpostavitvenih inštrumentov. Če se pa človek potem sprašuje, ne, na čem, kaj pa nek tak EAS zagovarja, kot ste se tudi spraševali glede Ukrajine, pa pridemo do tega, da je seveda so not nacionalni diplomati, ki so sekundirani, ki imajo lahko različne poglede. Ne? In kdo v resnici daje tisti skupni tonus, ni čisto jasno. In tako kot so, zlasti je isto, kot tem govorimo, in tudi jaz občutek, da v bistvu Borel tukaj dejansko ne more biti tisti, ki definira politiko, zaradi tega, ker ta politika se oblikuje v kontekstu sveta, še bolj Evropskega sveta, in seveda pri vseh teh ogromnih številkah zaposlenih ima človek občutek, zdaj smo pa dobili nekaj tasga, kar se lahko z Kedorsejem primerja ali pa za Foreign Office, ampak tako Kedorse kot Foreign Office sta močna zaradi tega, ker za njima stoji Downing Street ali pa Elizeja. Torej, gre za vprašanje suverenosti. EU pa ni suverena in se tu spet suverena v tem smislu, o katerem se skozi sprašujemo, a lahko sploh do tam pridemo. Moj občutek je, da včasih puščamo v nemar tista področja, kjer pa EU je močna, ne? In to je regulatorno področje. Ne? Tu lahko vrši neko moč, ki pa je ne izkorišča dovolj. Ali pa recimo evrsko območje je tudi ena nedokončana struktura. Če bi jo dokončali, bi to bil zametek neke suverenosti, ki bi dala tudi finančno moč, in iz finančne moči lahko sledi potem neka tudi ta realna, v končni fazi, kasneje enkrat mogoče tudi vojaška moč, čeprav sem jaz glede tega precej skeptičen, a je to sploh možno narediti korak v to smer. Ampak se mi zdi, recimo, pa, ko se sprašujemo o teh sankcijah, če bi se v Evropski uniji dogovorili, da bomo skupaj nabavljali plin, recimo, pa nafto, bi imeli potem kot velik povpraševalec v bistvu precejšno moč. Ampak nekako ne zmoremo do tega priti, no? Ker ni tiste politične volje. Tako kot smo se recimo lotili kljub nekim problemom skupni nabavi cepiv oziroma tudi financiranju, pa se je že tam kazalo v bistvu nekaj teh potez, ki sledijo iz nemogočih predpostavk, da moramo vedno najcenejši ponudnika iskati in tako naprej. Ampak v to smer pa nekako ne gremo. Razmišljamo pa potem o teh velikih dalekosežnih ciljih, kako bi bili močnejši pa enoten player na zunanje političnem področju. Se mi zdi, da bi morali se lotiti lažjih zadev, ne? Pa Ja, se ne. hvala Igor za še Zvonko. Ja, hvala. V bistvu se nisem hotel to odzvati, ampak me je zdaj doktor Senčar spodbudil. In sicer meni se zastavlja vprašanje, zakaj je čutiti eno tako veliko naklonjenost do soglasja na področju skupne zunanje in varnostne politike. Jaz osebno sem mogoče tukaj malce bolj zadržan.
Če omenim to, kar je recimo, če se navežem na to, kar je rekel dr. Senčar, če bi imeli soglasje recimo v svetu za zunanje zadeve, pa v Evropskem svetu, vse ni važno. A mislite, da bi bil potem Borel zdaj pravi sogovornik, recimo, ne vem, za Rusko federacijo? Jaz osebno nisem povsem prepričan. Poleg tega pa, kot je bilo omenjeno v zadnjem prispevku, nekaj šteje gospodarska moč, tukaj sta pač najmočnejši dve državi, šteje geostrateški pa obrambni položaj, ena država je članica Varnostnega sveta, stalna članica. Ena država ima jedrsko orožje. Mislim, da so to neki pogledi, kjer se mi zdi, da soglasje v veliki meri ne bi prispevalo k temu, da bi imeli nekega sogovornika strani Evropske unije, bi rekel neko konkretno osebo, pa je to lahko predsednik Evropskega sveta ali pa visoki predstavnik, ali pa predsednik Evropske komisije, sedaj ni važno, kako bi se potem pač to odločili, ker potem verjetno bila tudi tukaj potrebna neka institucionalna sprememba. Ob tem, da verjetno svojo vlogo bi dodal še Evropski parlament, ker sem zadnja leta spremljal zelo natančno njegovo delo, zelo si prizadeva za soglasje v svetu glede skupne zunanje varnostne politike. Vsi vemo, da Evropski parlament ni institucija brez lastnih interesov, ne? Tako da mislim, da potem bi bilo treba vzeti tudi to v obzir. Ampak jaz osebno ne vem, mogoče mi bo kdo zlasti od diplomatov povedal, ne, ali bi res to dejansko prispevalo k temu, da bi EU na zunanje političnem področju delovala bolj enotno, ali ne bi imeli posameznih taksolističnih vlog, ki so do neke mere upravičene, ker gre za politično, geopolitično, gospodarsko močnejše države članice. Potem bi imel pa še eno vprašanje, ker je tukaj kar nekaj diplomatov. Ko recimo so zunanje politična vprašanja, pri katerih se težko pride do soglasja, pač nekatere informacije pricurjale v javnost, nekatere ne, mene bi nekako zanimalo, kakšna je vaša ocena, ali v teh primerih, ko je soglasje težko za resne geostrateške interese teh posameznih držav članic, ali pa morda za neke, bi rekel, grdo rečeno, politične kaprice voditeljev teh držav članic. Ker tukaj potem obstaja velika razlika, zakaj do soglasja ne pride. Hvala. Hvala lepa tudi za to vprašanje in komentar. Zdaj pa nam ne preostane drugega, kot da na to odgovorimo, a gremo v obratnem vrstnem redu. Kolega Justinek. Je bolj bilo torej, hvala lepa. Zdaj jaz ne bom na veliko vprašanje odgovarjal, ker nismo direktno na mene, pa morda enkrat je komentar tole soglasje pa učinkovitost. Ne. Lejte, zdaj jaz nisem tu nek poznavalec, ker se nisem s tem ukvarjal, ampak lejte, zdaj, ne, če bi bilo soglasje, bi Borel, ne, kot rečemo zunanji minister, imel težo, avtoriteto ali pa večjo, ne, v svojih pogovorih s kolegi, z Lavrovom, s Kissingerjem, s komarkoli že. Ne. S Putinom se ne bo pogovarjal, oziroma če se bo to bolj ljudnisti pogovor, ker zunanji ministri se ne pogovarjajo s šefom države, ne? Torej, sploh v taki krizni situaciji, ampak jaz sem prepričan, da bi sigurno imel neko dodatno težo in neko argumentacijo, ta njegov nastop. Ne? Jaz recimo, ko sem vas poslušal, sem se spomnil, ne, sedanja generalna sekretarka OVSE, Helga Schmidt, ona je bila pri Solani generalna sekretarka, potem bila pa namestnica pri Ashtonu. Recimo, ona je prepotovala vsa svetovna krizna žarišča, zdaj ne vem, če ravno v imenu EAS in pa evropske diplomacije, ampak je bila tista, ki je, za njo vem, druge ne vem, ne, če so bili, ki je vzdrževala nek dialog na terenu. Torej, tudi to je ena izmed nalog diplomacije. Ne. Zdaj ne vem, ali je ta dialog poteka recimo z Ukrajino ali ne, ali se to ve, se ne vem, ampak govorimo o tem, da mislim, da bi soglasje imelo vrsto nekih konkretnih pozitivnih posledic na različnih nivojih. Verjetno ne bi bistveno pripomoglo k rešitvi recimo ukrajinske zadeve, če tako rečem. Bi pa se poznalo v smislu delovanja EU oziroma EU diplomacije. Samo še en stavek, potem gre pa na tisto vprašanje, ki se bolj mene recimo tiče, če tako rečem. Zdaj, Ukrajina oziroma vojna v Ukrajini, ne, to ni diplomatsko vprašanje, to je politično vprašanje, oziroma v tem smislu politično-vojaško vprašanje. Ne. Seveda, vse, kar se diplomatskega tu dogaja, izhaja iz dometa, obsega, globine političnega reševanja oziroma ukvarjanja z vojno v Ukrajini.
je pa neizbežen del tega, ampak to ni v prvem planu, ker je zdaj pa prehajam na odgovor, ne. Diplomacija je vedno odvisna od politike, ne. Jaz se ne strinjam s temi izjavami, ki jih slišimo tu in tam, beremo, ne, da je vojna v Ukrajini tipičen primer poraza diplomacije. Zdaj, če bomo govorili o porazu diplomacije, potem smo dvignili roke in je konec. Ne. Diplomacija je proces, ki teče, non-stop proces izvajanja zunanje politike. Torej, ni zunanja politika, oziroma morda v 10% ja, ampak diplomacija pomeni izvajanje zunanje politike in je v tem smislu odvisna od politike. Torej, diplomacija, tudi če pripelje neko odprto temo do rešitve, do možne rešitve, mora biti politika tista, ki to sprejme, ki hoče, noče, je sposobna ali ni sposobna. Torej, to je recimo odgovor na vprašanje. Torej, ta odnos med zunanjo politiko in diplomacijo je to ključen za razumevanje vloge diplomacije, njene moči, njenega dometa. To se ne pomeni, da je to brez haska in da že naprej se lahko reče, ne moremo nič storiti, počakajmo. Dialog mora teči, pogovori mora teči na različnih nivojih, tisti, ki so pač tam, kjer so možni, in potem, ko se pojavijo okoliščine, ko pride do nekega političnega soglasja ali pa do zmage na bojišču, je potem možno to izpeljati. Ja, sej, mislim pa, da je to tudi vse, kar sem imel za povedati. Hvala lepa. Kolega Mirošič. Mislim, da vsi poznajo ta rek, da je zunanja politika vedno nadaljevanje notranje politike in odraz notranje politike. In če gledamo, da je, tako kot sem v svojem referatu poskušal obrazložiti, da je v bistvu učinkovitost zunanjega delovanja, nadaljevanja odslikava notranjih razmer v Evropski uniji, ki ni dokončana, potem razumemo, da tudi ne more imeti narative. Vedno narativa evropske zunanje, zdaj pojmujem potem institucijo, kot je EAS, v bistvu odslikava neurejene odnose in razmerja med institucionalnimi partnerji, ki sem jih prikazoval v svojem referatu, ob tem pa še držav članic, ki vodijo pogosto paralelno zunanjo politiko temu. In začel sem svoj referat z ugotovitvijo, da ta zunanja politika odslikava stopnjo razvoja Evropske unije. Do te stopnje razvoja Evropske unije smo prišli in to, kar se ne more drugače, odslikava tudi skupna, ki ni enotna, skupna zunanja politika Evropske unije. Jaz moram reči, da se zdaj dogajajo, bili so že pritiski, a ne dovoljšni strani velikih in bili so veliki odpori strani majhnih držav članic proti odpravi soglasja na zunanji politiki in odločenju za kvalificirano večino, ampak mislim, da so zdaj ta G2 dogajanja, ta nestabilni, fluidni mednarodni odnosi, tista prekretnica, ki bojo zahtevali neko bolj učinkovito delovanje Evropske unije. In mislim, vsaj to, kar berem v zadnjem času, da so pritiski, pa tudi javni pritiski velikih držav članic, kot so Italija, Francija, Nemčija, dokaj veliki, da se začnejo urejati odnosi tudi na področju zunanje politike znotraj Evropske unije, da se poveča njena učinkovitost. In nalašč sem poudaril eno logično ali pa nelogično zadevo. Torej, manjše države bi morale biti praviloma zainteresirane za večjo moč Evropske unije kot celote in v tem kontekstu bi bilo logično, da se manjše države pripravljene odpovedati svojemu soglasju, da bi preko močnejšega akterja v Evropski uniji povečale svojo lastno moč, ker velike države že imajo. Ampak mednarodna situacija G2 nas sedaj uči, da niti največje države članice Evropske unije dejansko nimajo moči za uveljavljanje svojih interesov v globalni skupnosti. In od tu tudi novi pritiski večjih, velikih držav članic, da se medinstitucionalna razmera na področju zunanje politike, ki se tičejo EAS-a, Evropskega sveta in Evropske komisije, začnejo nekako urejati. Pri tem moramo izhajati, in to sem poudaril eksplicitno, da EAS ob ostanku, tako kot je govoril Igor, nikoli v bistvu ni bil mišljen, da bo resno zunanje ministrstvo Evropske unije.
da je nekaj velja seveda tudi osebna avtoriteta in osebna nota, recimo Solana, ko je bil visoki predstavnik, ne, se je srečeval s Putinom, rekel, ne, je urejal na globalni ravni neke odnosi, ampak to je posledica njegove avtoritete, ko je bil tam generalni sekretar NATO verjetno in zunanji minister Španije, ne, in je ta avtoriteta se vlekla za njim. In ker je bila ta avtoriteta premočna, so se v naslednjih fazah oblikovanja velike članice potrudile, da dejansko EAS izgubi to avtoriteto, ker so se čutile pri vodenju zunanje politike ogrožene. In to je bila seveda neka cokla v razvoju EAS-a. Dejansko je EAS v nekem limbu, ki je nedefiniran, kaj naj ta služba pravzaprav počne. Razen tega, da v tretjih državah predstavlja obraz in glas kao Evropske unije, ne vemo, to je govoril tudi Milan, recimo s terena, ampak za institucionalne ljudi je to malo drugače, ne vemo, kaj dejansko ta služba dejansko počne za Evropsko komisijo, za svet, za lastni interes, za lastno promocijo in vsa ta razmerja so ostala precej neurejena. Zdaj, jaz iz tega, kar sem povedal, da velike članice vidijo kritičnost trenutka, ki zna pustiti Evropsko unijo izven odločanja o velikih zadevah, ne, če se svet nekako deli zdaj na ZDA in Kitajsko, je Kitajska za razliko od hladne vojne, kjer je bila Rusija prevladujoča v tem delu, Kitajska prevzela njeno vodilno vlogo in Rusijo navezuje nase, medtem ko ZDA še vedno ostaja za Evropo, pri čemer Evropa igra drugorazredno vlogo v teh globalnih sferah. Tu tudi Macronove potem strateške avtonomije, samozadostnosti Evropske unije in tako naprej, skušal postaviti neko teoretično podlago za to, kar ne bi bila potem pravna podlaga, ki pa je dejansko odvisna od moči gospodarstva, ki je, kot je rekel kolega Justinek. Vidim pa, da se zavedajo veliki kritičnosti trenutka, da znajo iz igre izpasti ven. In ker znajo izpasti iz igre ven, bo, jaz predpostavljam, to je moje osebno mnenje, v naslednjih letih prišlo do nekih novih korakov v razvoju te evropske zunanje politike, nasploh tudi strukture Evropske unije in zato sem govoril o teh koncentričnih krogih, ker imam občutek, da bojo veliki šli sami naprej. Vedno več se piše v literaturi, da mora nekdo prevzeti akcijo v svoje roke in tu mislijo predvsem na Španijo, Nemčijo, Francijo, torej Španija je dodatek, ampak Nemčija, Francija, Italija, se pravi ustanoviteljice Evropske unije, radi bi bili, da bi temu sledila evroskupina ali vsaj kompletna članica ustanoviteljice Evropske unije, ampak core grupa bo teh velikih držav, ki skušajo uporabiti pogodbo, obstoječo pogodbo, ker spreminjena pogodba je dokaj komplicirana zadeva, ampak obstoječo pogodbo tako imenovanega pospešenega sodelovanja na posameznih področjih, kjer bi tudi zunanjo politiko oblikovali neko skupino, ki bi šla naprej, ki bi se ne pozabili, da sta Francija z Macronom in Nemčija še z Merklovo in težko bo šel ven, že najavljala še večji kor od tega jedra, še večje jedro od tega jedra in sicer ta, da bosta Nemčija in Francija začela usklajevati medsebojno fiskalno politiko. Fiskalno politiko, se pravi, da bosta začela davčno in fiskalno politiko tudi za primer ostale usklajevati med seboj. Seveda, že najavljajo, da bi ta oblika pospešenega sodelovanja, enhanced cooperation, ostala odprta tudi za ostale članice, ko bi čutile potrebo in željo, da se temu pridružijo, da bi vstopile noter. Ampak nekaj se na tem področju dogaja, sicer bo Evropa, jaz se bojim, izpadla ven. Tudi ta enotnost, ki vprašanje, koliko časa pa država v Evropi, je tudi ta enotnost v sankcijah in vseh ostalih, vprašanje, koliko časa bo zdržala, je v bistvu posledica dveh zunanjih dejavnikov, kot sem dejal, enega brutalnosti in druge koordinacije s te strani ZDA. Narativa
v teh razmerah, ko niso definirana razmerja med nosilci zunanje politike, bodisi članicami ali pa institucionalnimi partnerji, je težko govoriti o neki narativi. Jaz ne vem, kaj EAS izvaja, razen tistega, kar je dogovorjeno na Evropskem svetu oziroma svetu, kar je najmanjši skupni imenovalec, ki ga lahko zagovarjajo navzven. Ostalo so nacionalne politike držav. Ne? Macron se pogovarja z Putinom, dejstvo je, da Francija, tako kot je bilo že omenjeno, je edina jedrska sila, edina članica varnostnega sveta OZN, mislim, da se bo sama temu težko odpovedala, da pa bo slušala benevolentno te svoje pritikline razširiti še na ostalo, vključno z Nemčijo. Ne. Pričakujem pa, da bo nekaj razvoja na tem področju v prihodnjih letih, sicer zna Evropska unija dejansko izpasti iz kakršnekoli globalne igre. Soglasje, še enkrat, mi bomo morali tudi v Sloveniji priti do tega, kaj je pravzaprav naš interes, ali je močna Evropska unija in preko nje krepitev moči tudi majhne države, kot je Slovenija, ali je dejansko veto tisti naš, in komisar, ki je bilo rečeno, vsake države članice, tisti naš adut, na katerega dejamo, posledica bo pa šibka Evropska unija na globalni ravni in skozi njo tudi šibke države članice. Ta razmerja trenutno niso rešena. Ne. Zdaj, kaj je bilo še? Ja, no, trudil sem se, ne, trudil sem se, da bi odgovoril. To narativa evropske zunanje politike je toliko nedodelana, kot je nedodelana sama struktura playerjev znotraj Evropske unije. In to se že dolgo časa govori, kako je nadgraditi. Mogoče, to je bil moj point, bojo fluidne, tudi varnostno nove in varnostno zahtevne okoliščine za Evropo pospešile to razpravo. V Sloveniji še enkrat se bomo mogli odločiti, potem bo zanimiva razprava, mislim, da bo politično kratkoča. Če mi gremo v jedro, potem bi bilo logično, da seveda krepimo Evropsko unijo. Razumem pa tudi drugo stran, ki meni, da edini še naši preostali je tudi soverenosti, moč veta na zunanjem političnem področju in tega. Ampak jaz mislim, da bo treba neko nacionalno razpravo o tem voditi in kot sem omenil, se bojimo, da bo ta nacionalna razprava na koncu rezultirala tudi v referendumu. Mislim, ne vem, kako bi drugače določili, če bo razklanost prevelika tukaj. Ne? Ampak usmeritev je jasna, jedro je jasno, kaj je, in jedro je jasno, kaj pomeni krepitev institucij in krepitev Evropske unije, in ne članica. To smo se priključili temu. Ne? Hvala lepa. S tem smo zaključili današnjo razpravo, vendar če kaj, je prav ta zadnja razprava, ta zadnji panel pokazal, da, kot je že na začetku omenila kolegica Katarina, da konferenca o prihodnosti Evrope nikakor še ni pripeljala do kraja razpravo o tem, kam naj Evropska unija gre, temveč da smo v bistvu zdaj res na tistem političnem začetku, ko bo treba sprijeti odločitve, resne, konkretne odločitve, kaj in kako storiti z Evropsko unijo. Popolnoma jasno je, da so zunanje in notranje okoliščine pripeljale do spoznanja, da je status quo, kakršenkoli že je in kakorkoli težko se je že prebiti iz njega, dejansko postal nevzdržen in da so te zunanje in notranje okoliščine pripeljale do tega, da je dejansko Evropska unija zdaj v nekem ustavnem momentu ne na način, da bo sprejemala novo ustavo, temveč da bo res na novo, zares premislila o svoji strukturi, bodisi koncentričnih krogih, bodisi o drugih idejah, o katerih smo danes veliko slišali. S tem zaključujemo današnjo razpravo. Tisti, ki nas niste poslušali v živo v predavalnici, nas boste lahko spremljali na posnetku. Jaz pa si želim, tako kot je nakazal tudi Iztok, da bi dejansko razprava iz teh
predavalnic Nove univerze plusknila tudi v slovenski nacionalni kontekst, ker so časi na nek način res usodni in prav je, da tudi v Sloveniji vodimo tako pomembne razprave, še posebej, če ima Iztok prav in bojim se, da imaš, tudi glede na ustavno besedilo slovenske ustave, da bo o kakršnikoli novi obliki Evropske unije potreben tudi referendum. Hvala lepa torej za udeležbo vsem skupaj in do prihodnjič.